IBF svetovno prvenstvo v vektorski kategoriji, ki bo zelo kmalu ta petek v Stožicah. Organizator tega velikega dogodka je SAS Boxing in Davorin Lampe, lokalni izvajalec oziroma organizator. Danes smo se zbrali tukaj, da zvemo dejansko, kako krvava sta oba borca pod kožo, oziroma koliko krvi dejansko bomo lahko videli v ljubljanskih Stožicah. Takole naj predstavim, kdo vse bo na tiskovni konferenci. Naš IBF svetovni šampion Dejan Zavec, dirigentski in trener Dejan Zavca, Davorin Lampe, lokalni organizator, in Denis Simčič, VBF mednarodni šampion. Na moji levi strani Ivan Kučko, diplomirani trener boksa in prvi trener Dejana Zavca, izzivalec, ameriški šampion Paul Delgado, Jesus Becerra Cota, tako piše v potnem listu, za nas je Jesse, trener, Gregory Barkov, za nas Greg, menedžer Paula Delgada in Nathan Livramento, tako trener Paula Delgada. Začenjamo z vami, gospod Vučko, dejansko zanima me, kaj nas čaka ta petek v ljubljanskih Stožicah, na kaj mora biti Dejan pripravljen in kako težek izzivalec ga čaka. Ja, predvsem, če gledamo z Delgadom kot amaterjem, pravi, da je tudi boksar z velikim pedigrijem. Moramo vedeti, da je začel, da je bil prvak Amerike v kadetskem obdobju, potem je tudi bil, mislim, da je bil kot mladinski prvak Amerike, tako da gre za boksar, ki ima zelo globoke temelje v boksu, se pravi v boksu je vse, kar je možno. Mislim, da je to, potem je tudi ta njegova mladinska njegova pot je bila precej, se pravi, in tu se je končalo, potem je ta odišel na, če se ne motim, odišel na college, kjer je se bavil z košarko in je bil kot košarkaš v Švici, se pravi, da gre za enega kompletnega športnika. To, da v vsakem primeru k nam prihaja boksar z globokimi temelji boksa, se pravi, pozna vse, kar ameriški boks ponuja, kvaliteta ameriškega boksa, pa poznamo, kaj je. Tako da jaz pričakujem tu zelo dobro borbo in bomo videli vse, kar nam lahko ta ameriški boks prikaže. In borba v petek, da pričakujem tudi to, da se bo ta dva stila udala dejansko evropski pa ameriški, to da bo prava poslanstica tudi za strokovnjake. Najlepša hvala. Gospod Delgado, pozdravljeni. Seveda se moram najprej vprašati, kaj dejansko sploh veste o Dejanu Zavcu kot o svetovnem prvaku. Moment, a bi lahko sami krožnijo mi predstavili? Hvala lepa. Bravo, Saša. Hello everyone. Thank you for your hospitality. Don't know much about Dejan Zavec other than he's a champion, and we appreciate the opportunity to come out here and show everyone our American style. And beyond our American style, we bring a lot to the table, and we're excited about this opportunity to bring our title back home. He's had it now for about 2 years, and this is our turn, our time. I fought some of the best in the world, a lot of times on real short notice. And I thank them for the opportunity. They gave us plenty of notice. We've been in training for the past year. This is our 6th fight in about 12 months. So I've been really busy and looking forward to the opportunity and bringing that title back to Atlanta where it belongs. Daš, najlepša hvala za povabilo v Ljubljano. Absolutno se veselimo izziva. Trenirali smo že 6 mesecev in absolutno se veselim, da bomo prinesli to čas nazaj v Ameriko, kamor spadam.
Novinarje seveda najbolj zanima, kako so potekale priprave na sam boksarski dvoboj. Preparation was great. We worked on a lot of different types of styles for this particular match. What you've seen in the past is going to be slightly different. We've added a couple of elements, and everyone will be surprised to see that Paul Delgado is more than just a boxer, an American boxer, but can do a little bit of all. We can do all things in that ring, and you'll see on Friday night. Mislim, da boste presenečeni. Delgado je pravi ameriški bokser in bo sposoben presenetiti z različnimi stili, ki smo jih vadili. Odkdaj ste v Sloveniji, ste sploh že uspeli spoznati našo državo? Jaz upam, da Stožice ne bodo edini kraj, ki ga boste spoznali. We look forward to visiting the rest of the city as well. Haven't had an opportunity to get out yesterday with the weather being rainy and cold. But today, hopefully, things are open and we'll get to the city, get around the city a little bit more. Look forward to visiting. It's a beautiful country, it seems like, and look forward to someday maybe coming back and visiting some more. Veselimo se obiska Ljubljane, sicer je bilo vreme malo porazno zadnje par dni, ampak se veselimo tudi obiska ostale Slovenije, saj slišimo, da je čudovita dežela in se počutimo dobro. Najlepša hvala, seveda boste tudi vi prišli na vrsto ob koncu tiskovne konference za morebitna vprašanja. Jesse, vprašanje za vas in sicer, kako so z vašega vidika potekale priprave? Yes, thank you for the opportunity, like Mr. Delgado said. We got over here Greg Barkov, we got Mr. Nathan Romento, with all the respect, with his team and you guys in front of us. I'm going to let Mr. Nathan Romento answer this question. Well, Mr. Delgado has been preparing for this fight for since he was 12. So we're ready, we're well ready. And we're just going to bring the title back home to the United States, just like Mayweather and Oscar De La Hoya and everybody else brought it back home. That's what we're going to do. Gospod Delgado je pripravljen na to borbo že od 12 let naprej in se veseli v prinašanju te časti nazaj v Ameriko, kamor spada. No, vemo, da ste Dejana sigurno dobro proučevali, ste si pogledali kakšne video posnetke, kako so dejansko potekale te priprave. No, we didn't saw Mayweather prepare for any fight. Only thing we preparing is us ready for this fight and ready to take this battle to Atlanta, Georgia. Pripravljeni smo prenesti to borbo v Atlanto, Georgia. Ste mogoče poznali Dejana prej, že preden je bilo rečeno, da bosta boksala? With all the respect, no, we didn't. I personally, we didn't know Jan Stanovic, but he's a champion. He's a champion, and that's the reason why he's a champion. But Mr. Delgado is hungry, and it's gonna be a good show. Nismo vedeli za gospoda Zavca prej, ampak absolutno vemo sedaj, da je šampion in se veselimo izziva. Prihajate iz ameriške šole boksanja, ste pri Dejanu mogoče spoznali kakšen poseben stil, ki ga bi bilo treba še posebej proučevati? Well, we did. It's just like any other trainer looks opponent. But like Mr. Nathan said, he's been preparing since he was 12, and he's been doing those rounds. We started camp since last year, and yes, we're ready. Z intenzivnim treningom smo pričeli že prejšnjo leto in absolutno
kot je trener že dejal, se gospod Delgado pripravlja na ta izziv že od 12 let naprej. Najlepša hvala, ker se sedimo na to stran, predlagam, da mikrofone predstavimo do Dejana. Dejan, za mikrofon, beseda bo zdaj tvoja. Veselje mi je, da besedo predajam IBF svetovnemu prvaku, našemu šampionu Dejanu Zavcu, tem, koliko časa si bil dejansko zdaj v Magdeburgu? Ja, moram reči, da najprej prav lep pozdrav vsem skupaj. Še posebej gospodu predsedniku Petrola in pa seveda celotni hiši Petrol, ki nam omogoča vedno znova dobrodošlico in pa seveda maksimalno podporo pri dogajanju. Ja, kar se tiče mojih priprav, moram reči, da sem pravzaprav se ne spomnim, da nazadnje smo lahko trenirali tako kvalitetno, tako brez nekih obremenitev. S pripravami smo začeli že nekako konec meseca novembra, čeprav tudi pred tem nismo mirovali, pa vendarle, kot sem omenil, z velikim veseljem smo tokrat prišli vse faze priprav, brez poškodb, brez prilagajanj, tako da v bistvu moram reči, da se zagotovo zelo veselim prihajajočega petka, kajti po dolgem času bom lahko učil popolnoma zdrav in pa seveda tudi z velikim motivom v borbo. Si ravno omenil priprave, kakšne so bile, kako so potekale, na zadnje se ne boriš samo z ameriškim šampionom, da je nam še 15 na listici? Ja, jaz bom rekel, da vse je šlo nekako po takem vrstnem redu, kot vedno do sedaj, se pravi, na samem začetku smo z kondicijskim trenerom pridobila Tomija Gerico najprej kondicije in pa fizično moč, potem smo začeli z bokserskimi treningi, kjer je seveda nepogrešljiv element Derek Jameski in pa seveda kompleten tim. Kar veliko časa se ni vedelo za nasprotnika, vendar bom rekel, da nas to ni nekako motilo, oviralo pri delu, pa vendarle bom rekel, da smo naredili zelo kvalitetne in pa seveda korak naprej v moji osebni karieri in pa seveda izkušenj nas, celega tima, smo naredili kar lepi korak naprej. Kako si ravno omenil kariero, mogoče se na to osredotočila, kako dejansko vidiš to borbo kot svoj naslednji karierni korak? Ja, boks je pravzaprav tako, da je v bistvu vsaka borba, ki šteje za naslov prvaka, vsako borbo je potrebno vzeti, kot da je prva in zadnja. Vsaj samo osebno nekako to spremljam, kajti za vsako borbo se je potrebno maksimalno pripraviti, kajti popravnega izpita pravzaprav ni. In temu primerno smo se obnašali, oziroma se pravi, smo se pripravili maksimalno, ali bi to bil zdaj dejansko, kot je Paul, ali bi bil kdorkoli drugi, katerikoli drugi nasprotnik, seveda le finese so tiste, katere spreminjajo potek oziroma finale tistih priprav, vendarle pa celota kot celota, je pa obtečena po stalnih tinicah, se pravi, kot sem že omenil na samem začetku, se pravi, kondicijski, fizični in potem taktični tehnični deli treninga. To je tvoj prvi ameriški nasprotnik, imaš kakšne posebne občutke ob tem? Nekaj je za zadnje vele sila. Ja, vsekakor bom rekel, da prihaja nekaj novega, vendarle v boksu, bokserji med sabo, bom rekel, nekako imamo želje, imamo, bom rekel, spoštovanje in pa seveda različne poglede na boksanje. Glede na to, da gre za ameriški stil, ki se bom srečal prvi, vendarle veliko krat rečem to, da pač borca nikoli ne smeš podcenjevati, tudi tokrat ga ne, kot vedno, bom rekel, seveda se veselim, oziroma veselim nekako firbičen sem tega novega stila, pa vendarle na koncu bom rekel, gre za boks, sam osebno ne predispoziram, ne vem, ameriškega boksa pred evropske, kajti konec koncev gre za ljudi z eno glavo, dvema rokama, veliko krat je pa, da vidimo v Evropi pač ameriške borce, kot da imajo 3-4 roke in še kaj več. Sam verjamem in vem, da je v Ameriki velika kvaliteta boksa,
ampak na koncu mislim, da ne smemo biti skromni, tudi v Evropi imamo veliko kvaliteto, ampak kar je že poznano nam in posebno se pravi, tisto, kar je nekje drugje, manj dostopno, nekako bolj zanimivo in prav je tako. Bomo pa v petek potem videli, ali je res temu tako. Dejan, če se karkoli sviži, Bog ne daje, ampak tudi ta varianta obstaja, imaš takšen rezervni načrt? Jaz bom rekel, moj edini načrt je narediti vse za zmago. Vseh ostalih stvarih se razmišlja potem. Moja vizija, moj trud, naš trud, celoten tim, vsi, ki me spremljajo, vejo, da podredimo vse stvari k temu, da prejdemo zgodbo po zgodbo, ne razmišljamo negativih, kajti tako ali tako jih je preveč v zraku. Tako da v bistvu naprej me pelje samo ena pot, se pravi želja po, da damo svoj maksimum in moj maksimum je to, da je dovolj za zmago. In tako je tudi prav, držimo pesti. Najlepša hvala. Dejan bo na voljo seveda za vaše vprašanje, ampak zdaj se naprej selim k Dejanovem trenerju, Dirku Džemskemu. Seveda vas vse zanima vprašanje številka 1, kakšne so bile Dejanove priprave? Erstmal hallo nach Slowenien, ich bin immer wieder sehr gern hier mit dem Team und es ist immer wieder schön, hier bei euch zu sein. Das zuerst. Ja, es war eine sehr lange Vorbereitung, es war aber auch eine sehr gute Vorbereitung, muss ich sagen. Erstmal vielen Dank an den Konditionstrainer, an Tomi Jagarinec. Also Jan kam wieder in einer sehr guten Form, also mit einer sehr guten Physis und dann habe ich natürlich eine super Basis, um darauf aufzubauen. Najprej seveda vsem lep pozdrav, hvala lepa, da sem lahko spet tukaj, vedno znova me veseli, ko sem tukaj. Torej, naša priprava je potekala popolno, velika zahvala temu gre tudi Tomiju Jagarincu, ki je kondicijski trener, Dejana Zavca, ki je svoje delo opravil kot vedno spet izvrstno, zato sem dobil krasnega športnika potem za naprej, da sem lahko svoj del popolnoma izvršil po načrtu. Glede na to, da gre za boksarja iz drugačne šole, iz ameriške šole, so prej tudi priprave sigurno temu namenjene oziroma malo so drugačne. Ja, na klar haben wir uns sehr gut auf diesen Paul Delgado vorbereitet. Ich habe mir sehr viele Videos von ihm angesehen. Er ist ein sehr interessanter Boxer, aber er soll natürlich nur ein Meilenstein auf dem Weg sein, ein kleiner Meilenstein. Wir werden ihn besiegen, da gibt es keine Frage. Es geht aber darauf, es kommt darauf an, auf das Wie. Wir wollen ihn gut besiegen, wir wollen ihn klar besiegen. Wir haben uns darauf super vorbereitet und wir werden natürlich am Freitag eine super Show hier zeigen. Also es ist natürlich, mittlerweile ist Dejan hier ist Weltmeister, alle Leute sind glücklich hier in Slowenien, aber natürlich auch kritisch. Sie wollen natürlich von ihm eine super Leistung sehen und darauf sind wir vorbereitet. Seveda, pogledal sem si veliko videov gospoda Delgada, on je en zanimiv bokser, zelo dobro sem ga preučil, to vključil tudi v trening. Dejan kot svetovni prvak, seveda pri ljudeh zelo priljubljen, ki so pa tudi zelo kritični in seveda želimo in bomo v petek predstavili en dober boj in seveda bomo zmagali in premagali Delgada. Hvala lepa, kratko in jedrnato. Selimo se čisto na konec, če želite lahko ponovno predstavite vaše mikrofone. In sicer Denis Simčič, WBF mednarodni šampion. Denis, moram te vprašati, kakšen pomen ima zate drugi največji boj za naslov dejansko v vašem kraju? Ja, me veseli, da bom boksal spet v Sloveniji, doma. To je prav kaj drugega. Navijači so enkratni. Pričakuješ veliko navijačev? Ja, bojo prišli kar dost iz Goriških Brd. Že zadnjič je bilo tukaj kar dost in zdaj pa čakam še več. Kako mogoče pričakujemo tako spektakularen konec, kot smo ga lahko videli, doživeli na zadnje? To bomo videli še, to seveda bom probal zaključiti z knockoutom, samo to se bo videlo, kak tist nasprotnik iz Gruzije je kar močen in še ni bil na tlah, tako da bom videl, bom probal vse. Držimo pesti. Davorin Lampe, lokalni organizator tega velikega spektakla v Stožicah. Se nas zanima, kako poteka predprodaja kart, se sploh še da dobiti vstopnice?
Vstopnice so še na voljo, o številkah ne morem govoriti, ker se uro spreminjajo. Potem povem še, da vas čaka še jutrišnji dogodek, se pravi uradni trening, kjer bosta boksarja pokazala svoje veščine. In v četrtek ob 14. uri v hotelu Lev potem uradno tehtanje, tudi pomembno. Lahko vam zagotovim, da bo v dvorani šov še večji, kot je bil zadnjič. Organizator se uči, kako tudi vsi ostali, in obljubljam, da bo spektakel, da bodo vsi gledalci, ki bodo sposobni ali željni kupiti vstopnico, imeli nekaj od tega. Če mogoče informacija, kje se še da dobiti kupiti vstopnice? Mogoče bi navrgel to, da je družba Petrol omogočila 10% popust za vse ljubitelje boksa in je mogoče prav, da pohitite po vstopnico na Petrolove bencinske servise. Še enkrat, torej jutri ob 17. uri se vidimo v areni na novinarskem treningu in potem se vidimo v četrtek ob 13. uri v hotelu Lev in potem še ob 14. uri, kjer boste seveda na vrsti tehtanje in pa zdravniški pregled. Zdaj čas za vaše vprašanja, z besedo na dan. Vse si vrejo drugače, ne? Imamo kakšno vprašanje, sigurno prikitevate v želji, da bi Dejana ali gospoda Delgada karkoli vprašali. Ok, hvala. Ostali, ki stojite. Danes je namreč zadnji dan za vaše vprašanja, jutri bomo bolj akcijsko nastrojeni. A bomo tle delati? Torej, če ni nobenih vprašanj, še enkrat vidimo se v petek, 18. februarja v Ljubljanskih Stožicah na velikem boksarskem spektaklu, natanko po 18. uri. Got a gift, brought a little present. Lepa gesta darilo. It's the season, so I had to do it. Thank you. Thanks for the Thank you. That's my master pack. No, that's from the US. My red gift for your red gift. Po vašem fotografiranju še samo nekaj minut na voljo za individualne izjave samo za televizijske ekipe. A to skupaj s to? Ja, skupaj, da. Samo tekla plakata ste. Ben, še samo izvati. Dejan Zavec in Pol Delgado. Arena Stožice Ljubljana, petek, 18. februarja ob 18. uri.